kar ste prej omenjali v luči suma korupcije, imate kaj bolj, bi rekla, zanesljive informacije v to smer ali to zgolj špekulacije? Vse več je informacij, vse več je informacij, da je tekom tega izbora od petka do torka potekalo zelo intenzivno koalicijsko usklajevanje, kateri so pravi kupci in kateri niso pravi kupci. In glede na to, da tudi še danes ne vemo, kdo so ti tuji investicijski skladi, se dejansko pojavlja vprašanje, kaj so bili kriteriji za izbor. Ker namreč kriteriji za izbor niso bili podani naprej. Jaz moram reči, da seveda pozdravljam, da so se odločili predvsem za različne sklade, da niso izbirali med tistimi, ki se ne ukvarjajo z dolgoročnim investiranjem v banke oziroma nimajo dolgoročne razvojne politike, noter so bili od znanih imen, ki so tako ali drugače povezani s politiko, da tistih niso izbrali. Jaz to pozdravljam, da so vendarle se naslonili na druge vlagatelje, ampak nobena ni skrivnost, da so bili posamezni vlagatelji pripravljeni ponuditi precej več. In če je nekdo pripravljen ponuditi precej več, da bi kupil delnico, pa mu prodajalec noče prodati po višji ceni, ima pa očitno presežna denarna sredstva, kupec potem verjetno išče druge načine. Pa lahko mogoče koga omenite od teh recimo skladov, ki so zdaj prišli noter, ki se vam recimo zdi, da bi lahko bil predmet koalicijskih usklajevanj? To bi težko zdaj špekuliral. Gre za zelo različne sklade, zdaj, da bi natančno katerega izpostavil, mislim, da je bilo nekorektno v tej fazi. Je pa dejstvo, da so ponujali vsi, da so se zanimali da se je zelo veliko tudi skladov zanimalo za nakup delnic, pa niso bili izbrani. Ne vem, mislim, da je nekateri se spali, Nacionalna finančna družba in podobno. Kaj vas moti subvencionirana cena za njih? Ker ste rekli, da to vas ne moti, da so vzeli sklade, da skladi so prava izbira. Ampak če govorite o tem, da bi lahko ponujali, koliko bi hoteli, potem seveda izpade ta logika, da bi se samo cena odločila, ker če samo cena odločila, potem moš pa tistega zbrati največ. Ni nujno. Še vedno bi lahko v razpisu predvideli možnost, da lahko posamezni sklad vpiše največ 2 ali 3% delnice, ampak bi hkrati ceno višali glede na ponudbo in povpraševanje. In če pri ceni 27 evrov povpraševanje krepko presega ponudbo strani investicijskih skladov, potem bi pri neki drugi ravnovesni ceni, recimo 35 evrov, hipotetično se postopoma povpraševanje in ponudba izenačila, drži. Lahko bi pa bila mirno v razpisu klauzula, da lahko posamezni investicijski sklad kupi največ, denimo 3 ali 4% delnica. Tako da to ni razlog. Mi v tej fazi, in to je še dodatna zanimivost, mi pravzaprav ne vemo, kaj se bo dogajalo s preostalim deležem. Minister za finance še zdaj ni povedal, kaj s preostalimi 24%. Dejal je, da bo država 25% lastnik ostala, delnic banke plus ena delnica, kaj pa s preostalimi 24%, ki jih še ima na voljo in jih ne namerava dolgoročno zadržati. Še zdaj tega ne vemo, pa je to pomembno tudi vizavi kupcev teh delnic. Tako da tudi to je eno izmed odprtih vprašanj, ampak v vsakem primeru je dejstvo, in jaz takšnega primera ne poznam, da če bi nekdo želel ponuditi tudi več, tega pravzaprav ni smel, oziroma minister za finance ni želel prodati po višji ceni. Recimo, če je nek sklad, ki se bi pojavil in rekel, jaz pa 3% delnic za to, da bi lahko vpisal celotno tranšo, ki sem jo želel, ki sem pripravljen plačati po 32 evrov, tega ni mogel narediti. In to je nelogično. Tega jaz ne razumem. Kaj je razlog? Ker reči pa, da je bil cilj zdaj neka zaželena lastniška struktura, kdo pa garantira, da na borzi ne bojo ti skladi prodali, če bo cena delnice narasla ali če se bo pojavil nek prevzemnik. Se ta lastniška struktura ne bo fiksna. Nobenih klauzul ni, da morajo biti lastniki naslednjih 10 let ali kaj podobnega, kar je tudi logično. In ta lastniška struktura se bo zelo spreminjala. In jasno je, da glede na poslovne rezultate banke
bo cena delnice na borzi presegla 30 evrov. Jaz to pričakujem, namreč je že v celotnem letu 2006 je imela Nova kreditna banka Maribor 35 milijonov evrov dobička. Že v prvi polovici leta 2007 pa čez 33 milijonov evrov. In če projiciramo donosnost na letošnje leto, je donosnost okoli 23%. Lani je bila 13%. Tako da gre za dobro banko in zdaj, če že nismo želeli prodati v celoti domačim vlagateljem, očitno ljudje imajo denar in če hočejo ljudje kupiti, ki so to banko sanirali, potem mi ni logično, zakaj se jim pri tej ceni ne proda. Če se pa ljudem reče, ne, vi po 27 evrov ne morete kupiti, hkrati se pa proda nekim tujim investicijskim skladom po tej isti ceni, ljudem se pa vrne 80% denarja, to meni ni logično. Še posebej zato, ker argument, da je ljudstvo slovensko zelo naivno in bo kar tako prodalo delnice na borzi, ne zdrži resna analiza, ker pogledajte, kaj se dogaja z delnico Krke, boste videli, da je zelo veliko število malih delničarjev in da so to precej racionalni vlagatelji, ne prodajo prvemu, ki pride mimo. Bodo pa ti skladi, sem prepričan, če se bo pojavil resen prevzemnik v bližnji prihodnosti, tudi sami prodali, tako kot bodo seveda tudi racionalni državljani. Takrat pač, to je logično, prevlada vedno ekonomski, racionalni interes in ne nek nacionalni interes. Na koncu je za posameznika ali pa za investicijski sklad nacionalni interes enak interesu njegove listnice, kar je seveda čisto ekonomsko logično. Jaz bi vas samo to še vprašala, rekli ste že sicer, da se vam zdi prav, da vlada ni prodajala tistim, ki jim osnovna dejavnost, torej ni bančništvo in s tem pač povezane dejavnosti, pa vendar veliko se je špekuliralo o tem, da je Pivovarna Laško hotela veliko te banke in seveda ni dobila. Pa me zanima mogoče tudi v luči političnega konteksta, kako to vidite. Osnovna dejavnost Pivovarne Laško ali pa Elektre gospoda Jankovića ali pa gospoda Zdolška ni bančništvo in v okviru te začetne javne ponudbe se mi zdi logično in smiselno, da niso izbrali teh ponudb in so odločili za druge investicijske družbe. Seveda pa je v nadaljevanju tudi tem trem nihče ne sme preprečiti, da na borzi, tako kot vsi ostali, lahko kupujejo delnice. Popolnoma je pa sporno to v nekem drugem kontekstu, da izbora oziroma način teh vlagateljev dobro poučenih kriterij niso bili znani vnaprej. Jaz še danes ne vem, kakšni so bili ti kriteriji. In paradoks pa seveda je, da se noben od neizbranih ne more pritožiti, ker je vlada to napisala že naprej v razpis, skratka pustila si je veliko manevrskega prostora. So pa informacije tudi neformalno krožijo, da je seveda bil izbor tudi predmet koalicijskega usklajevanja. Prav, hvala. Mi. Hvala.